Cvetličarji zmeraj živite malce v rožicah, v cvetju, ampak na 8. marec se mi zdi, da ste še posebej cvetoči na obdarni svetjem. Kako kaj izgleda Mednarodni dan žensk v cvetličarni? Ja, ta praznik je kar najbolj močen, bom rekla, v celem letu od dneva. Pripravljamo se kakšen teden dni že prej. Pojačano oziroma celodnevno delo oziroma danes je bilo nočno, je pa zadnje 4 dni. Da se pripravi, da se šopke pripravijo, resna zadeva. Ja. Včasih smo podarjali, mislim, da kakšno Gerbero, pa kakšen nageljček, zdaj smo leta 2022. Kaj se podarja najbolj danes? Smo ostali zvesti tradiciji? Tradicija še ostaja, ampak to so večinoma starejši ljudje oziroma mladi, ki pač hočejo tradicijo. Sicer se pa poklanjajo večinoma bolj pomladni šopke oziroma kakšne lepe vrtnice, ki so v pastelnih barvah. Imamo uspešnica današnjega dneva že? Tulipan. Tulipan, pomlad. Ja, pomlad, ja. Kaj pa, če kdo želi mogoče biti malo bolj izviren, da ne rečem avantgarden v obdarovanju, kakšen cvet podariti, če nočeš biti čisto klasičen? Ja, kaj pomladnega? Je kakšna lepa ranunkola, mogoče, ne vem, tulipančki v pisanih barvah, kaj takega nežnega, pa prijetnega za letni čas. Mora zmeraj biti cvetoče? Z cvetom? Kaj pa lončnice? Tudi lončnice se poklanjajo zdaj, zadnje čase so zelo aktualne zelene lončnice, ampak na današnji dan je večinoma šopke, cvetje. Ja. Hodijo danes bolj moški po rožice ali se pridajo dame tudi same po kak cvet? So tudi dame, bom rekla, v 75% so pa moške. Džentlmeni še zmeraj. Ja. Pravijo, da imajo rože kakšna sporočila, skrite zgodbe v svojih cvetovih. Obstaja kak cvet, ki ima recimo za Mednarodni dan žensk kakšna sporočila, zanimivo? Ni zdaj nekaj simboličnega, bolj je to Valentinovo rdeča vrtnica. Tu pa je v bistvu vsak cvet, če je srca podarjen, je simboličen. A se ljubosumno rumeni tudi danes izogibamo? Mi imamo samo rumene tulipane, ki so sončni.